Močno slišim besedo ob koncu Evangelija, ko Jezus pravi: veselite se nad tem, da so vaša imena zapisana v nebesih. To sem že kar začutil, ko sem bil še v šoli ali potem kot odraščujoč otrok, in kar nekako sem začel povezovati, vse verjetno je pa tudi moje ime zapisano v nebesih. Kasneje sem pa razmišljal, kje pa je kakšno zagotovilo, da je moje ime zapisano v nebesih. In tukaj bi lahko prepoznal prav to besedo apostola Pavla, ko pravi: niti obreza, niti ne obreza, vse to, kar je na zunaj, to, kar človek vidi, nič ne velja, ampak velja nova stvaritev v Kristusu. Kaj je to nova stvaritev? In šele kasneje sem vedno močneje začutil, nova stvaritev v Kristusu je prvi sakrament, ki smo ga prejeli. To je sveti krst. Potem sakrament svete virme. Takrat se je moje ime zapisalo v nebesih. Je pa na meni, ali to ime v nebesih ostaja zapisano, ali lahko bedi. To je pa potem moje življenje. In današnji dan je lahko kar povezan z več poudarki. Ena stvar je v Božji besedi, kako Jezus pošilja 72 svojih učencev oznanja. Ta beseda 72 je verjetno tudi iz tega razloga, da so v tistem času nekako govorili, razmišljali, na tem svetu je 72 narodov. To pomeni, vsi ljudje so deležni oznanila. Ampak od koga? Od oznanjevalcev, od tistih ljudi, ki prihajajo z besedo Boga k njim. In zato je tudi danes poudarek na naših novomašnikih. V dveh krajih v Sloveniji je danes praznovanje nove maše. To sta dva oznanjevalca, ni 72, sta pa dva. Bog daj, da bi bila srčna, da bi lahko tudi ona dva rekla: Bog ne daj, da bi se hvalil razen s križem Gospoda Jezusa Kristusa, z besedo od Boga. Bi pa tukaj dal še en poudarek, ki se navezuje na včerajšnji praznik. Včeraj je bil praznik sozavetnika Evrope, svetega Cirila in Metoda. Ali nista ta dva tako velika svetnika res prava oznanjevalca? Nista bila slovanskega porekla, ampak sta prišla med slovanske narode. In takrat, ko je slovenski knez Kocelj prosil, da bi naši predniki, lahko bi kar rekli Slovenci, dobili pastirja, ko se obrnil na Rim, njegova prošnja ni bila sprejeta. In kot politični voditelj ni odnehal, ampak je iskal rešitev naprej in se obrnil na Carigrad, močno mesto, vzhodna metropola, in je prosil tamkajšnjega škofa, patriarha: potrebujemo pastirja v tem okolju, kjer smo Slovani. Brez dobrega pastirja ne bo šlo. Ni samo politična oblast tista, ki zagotavlja trdnost in kvaliteto življenja, ampak tudi vera. In kako je takratni škof v Carigradu začutil to potrebo? In je zbral ne samo enega pastirja, dva rodna brata. Cirila, prvotno ime je bilo Konstantin, Ciril je potem ime, ki ga je prevzel kot redovnik, in Metoda.
In prav v teh dveh svetnikih čutim, kakšna veličina, izobražena človeka, Grka po rodu, ki bi lahko imela, če rečemo po človeško, sijajno kariero v tem znamenitem mestu Carigrad. Pa sta se odločila, da gresta na pot kot poznanjevalca med narode, kjer lahko doživita zavrnitev, poniževanje ali celo preganjanje. In ko je ta pot potekala, danes si lažje predstavljamo po državah, ki so preko Bolgarije, potem tudi preko Srbije, Madžarske. Verjetno jih je pot hodila tudi po današnji državi Češki, Slovaški, potem nazaj Avstrijo. Na tej poti je Ciril v svojem notranjem pogledu začutil, ta narod potrebuje pisano besedo. Ti narodi potrebujejo besedo, ki jih povezuje. In tako je začel sestavljati tudi pisavo, ki se imenuje glagolica, iz besede glagol. Ta beseda prihaja iz besede govoriti. Nekateri pravijo že beseda grlo. Iz grla izhaja glas, človeški glas. Glagolica, ki ni bila podobna grški pisavi, niti ne latinski, ker je bil Ciril tako moder človek, da je hotel narediti novo pisavo, da ne bi bili ti narodi v sporu ali z zahodnim svetom ali z vzhodnim. In tako je nastala starocerkvena slovanščina. V Hrastovljah imamo v cerkvi nekatere besede zapisane v glagolici. V Kvarnerju, verjetno še najdlje časa na otoku v Krku, so uporabili glagolico v bogoslužju. Bogoslužni jezik, starocerkvena slovanščina, je bila tako blizu ljudem, da je to bil njihov materni jezik. Jezik, ki ga človek prvi sliši doma, od staršev, od matere. Kasneje so učenci svetega Cirila pisavo glagolico spremenili ali jo počasi spreminjali, in tako je nastala nova pisava, ki so jo pa poimenovali po svetemu Cirilu. In to je cirilica. Še danes jo uporabljajo v Bolgariji, v Srbiji, v Rusiji. Kakšen pečat teh velikih poznanjevalcev, predvsem pa ljubezen do človeka, kamor so prišli. Ta dva človeka, ta dva svetnika ne bi mogla biti taka oznanjevalca, če ne bi imela globoko vero, ljubezen do bližnjega in češčenje Boga, molitev. In ko sta potovala preko teh krajev, izoblikovala pisavo, prevedla grške knjige v slovanski jezik, sta želela tudi potrditev, da ne bi delala nekaj na svojo roko, in sta te knjige v slovanskem jeziku hotela predstaviti, pokazati takratnemu papežu, da bi povezala vzhodno in zahodno, lahko rečemo cerkev, takrat še ni bila ločena. In ko sta hodila proti Rimu, kje sta šla? Ljubljansko barje je bilo zalito z vodo in rimska pot je potekala preko naše župnije. Zato, ker preveč severno je zaradi gora težek prehod. In sveta brata Ciril in Metod sta šla skozi Brezovico proti Rimu, kjer je papež jo sprejel in potrdil, to velja.
v tem jeziku, s tem bogoslužjem oznanjajte in utrjujte krščanstvo med Slovani. Življenjska pot svetega Cirila se je v Rimu sklenila. Njegov brat Metod je bil posvečen v škofa, pa ne samo on, ampak tudi, tako pravi izročilo, 50 učencev. To so bili duhovniki. Kaj naj dela škof brez duhovnikov? Ali ni to čudovita povezava današnje nedelje novih maš z včerajšnjim vodom svetega Cirila Metoda? In ko se je vrnil nazaj med Slovane, že kot škof Metod, je s svojimi učenci šel še enkrat čez Brezovico, čez to župnijo. Ker je to tista pot bila, ki je šla proti Panoniji. Ne bosta sveta brata Ciril in Metod tudi za nas velika priprošnjika, ker smo tudi mi poslani v ta svet, po svetem krstu, po sveti virni, kot pričevalci Kristusa s svojim življenjem. Verjetno vas ljudje kar poznajo in vejo za vas, da ste verni. Tudi če o tem ne govorite, verjetno mnogi od vas vejo, da prihajate v cerkev, da ste pri sveti maši pogledenja. To so lahko vaši sodelavci ali znanci ali nekaj v kraju. To je že pričevanje, to je že oznanjevanje, to je drža človeka. In lahko tudi kdaj nanese kakšna beseda, ko rečete, sem šel k maši, sem šel na Božjo pot, priporočil sem se in svojo družino svetnikom, prosim za svoje otroke, za ženo, za moža. Ali ni to oznanjevanje v tem svetu? Da bi tudi mi lahko rekli, da smo nova stvaritev v Kristusu in da bi tudi mi se veselili, da so naša imena zapisana v nebesih, ker smo tudi mi oznanjevalci z imenom kristijani v tem svetu. Zato tudi skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega,